Velika moda v lanskem letu in največji hit po številu lajkov, cross-tagov, shareov, underlinov, overboardov, retweetov, forwardov in nova tržna niša interneta je bilo kaj? To so bile celebrity osmrtnice. Sicer se je veliko pogovorov že itak pred internetom začenjalo s stavkom "Čuj, si čul, kdo je vmr?" Tako da so bile osmrtnice zmeraj zelo komunikacijsko naravnane proti hitu. To ljudi druži že odvedno, veš, kdo je vmr. Internet je pa lani to najbolj zaznal in v tem odkril vznemirljivo poslovno tržno nišo in začel služiti na račun večne teme. Čuj, si čul, kdo je vmr? In pač, bolj ko si znan, več klikov je, ko vmreš. Leto 2016 je bilo res nekam prelomno, če ne celo rekordno, v tem, kako velika količina umetnikov se je odločila za pot v astral. Ki so rekli, glej, dosti imam, grem. Prince, Leonard Cohen, David Bowie, se vem, ne reče se Bowie, ampak ravno zato rečem David Bowie, George Michael, če naštejem le najbolj znane, torej tiste z največjim ričem na Facebooku, ker danes samo to šteje. Last Christmas je res postal zadnji za mnoge. Sistem je tak, da si znan človek, umreš, v banji, naprimer, v postelji, mirno, v spanju, nenadoma in potem se to tvitne in potem to celi svet v 2 urah retvita 800 milijard krat, pa noben ga ne zanima, ampak vsi retvitajo, pa eni zaslužijo, potem imajo internetni članki 7 milijonov klikov in potem je to 2 dni super dela, potem se po 4 mesecih počasi, 4 dneh počasi začne ohlajati, padati in potem že počasi malo še potisnemo, promoviramo z neko objavo z veliko sliko, potem pa že počasi rabiš novega mrtvega znanega človeka in se išče nov mrtvi zvezdnik in videli ste, ko je krenilo, da so lepo čez celo leto so padali, ker smo se mi navadili na to, čuj, da vsak mesec en se stegne, stari, glej, kaj to ti mesec ni noben vmr, ali kaj, in zdaj, tako pač to gre. In v letošnjem letu smo na tem, da se na internetu kujejo milijardni dobički s smrtjo znanih ljudi. In ker domišljija, spoštovano občinstvo, pohlepa po kliku nima meja, to bi veljalo tudi za slovenske razmere, stavnice že sprejemajo stave v igri Who's Next? Največja kvota je trenutno razpisana za točen datum, kraj, uro in način smrti Chucka Norrisa. Ja, vem, mislim, grozno je pogovarjati se, da se nekje treba staviti, čuj, kdaj ti misliš, da bo ovi vmr? Ker če boš zadev, je pač pretresljiva je realnost tega, da smo prišli tako daleč, da se o tem stavi, ampak če zadeneš pravilno uro, kraj, čas in način smrti Chucka Norrisa, lahko zaslužiš 16 milijonov.